Dober dan. Danes je na vrsti spet ena malo bolj priljubljena tema, in sicer povečanje mišične mase oziroma hipertrofije. Bolj natančno, danes se bomo pogovarjali o eni študiji oziroma nasploh o temi, kaj je boljše za povečanje mišične mase. Se pravi, a je to boljše full range of motion ali je boljše, če delamo delne ponovitve. Zdaj, full range of motion v bistvu pomeni, če si najbolj enostavno predstavljamo iz vidika počepa, to pomeni, da gremo globok počep, oziroma reče se tudi včasih as to the grass, se pravi čisto do tako globoko, ko lahko gremo, ali pa če izvajamo nek delni počep do paralele oziroma do 90 stopinj. To pa bolj predvsem ponavadi vidimo, kakšne bodybuilderje izvajati. Se pravi, gledali bomo, kaj se je zgodilo, ko so na eni strani primerjali full range of motion, na drugi strani pa delne ponovitve iz vidika mišične mase. Še prej bi se pa rad zahvalil svojim patronkam pa patronom, da me še vedno spodbujate pa podpirate v skupini in pač da mi pomagate, da se razvijam v to smer, ko se razvijam, pa celotna moja vsebina. Zdaj pa gremo na video. No, zdaj si bomo pogledali en pregled študij, oziroma pač pregled literature celotne, ki je pregledovala vpliv celotnega range of motiona oziroma delnih ponovitev na mišično hipertrofijo, oziroma bolj natančno, gledali so mišično adaptacijo, nevrološko adaptacijo pa strukturno adaptacijo mišic. Zdaj, iz prve mi je bil v bistvu tudi pregled že všeč, samo zaradi tega, ker so na začetku imeli ful velik nabor študij, ampak so bili ful strogi pri samih kriterijih, kjer študije bojo vzeli v pregled oziroma kjer jih ne bojo. In zdaj, ko govorim strogi, mislim dejansko, da so na začetku imeli 1800 pa še nekaj, mislim, da 1810 ali 1820 različnih virov, se pravi študij, raziskav, člankov, karkoli pač po to spada. In pol so jih prvo s pomočjo teh kriterijev, ko so jih oni dali, so jih spucali, pa so prišli iz 1800 plus na 1300 plus, mislim, da je tam okoli 1340. In na koncu je v teh 1340 ali 1350 ostalo sam 29 študij, ki so se jih oni odločili pregledati. No in tudi tu še niso končali, ker so pol s pomočjo dodatnih oziroma še bolj natančnih kriterijev izločili še par študij in so pol na koncu, se pravi iz 29 študij prišli na 16. Teda na koncu so pol pregledali 16 najbolj kvalitetnih študij, ki so ustrezali vsem kriterijem za pač pregled študij. Se pravi, so na koncu pol s pomočjo vseh kriterijev, ko so jih imeli, od 1800 študij pregledali oziroma dodali v ta pregled 16 najbolj kvalitetnih študij, ki so upoštevali čisto vse kriterije, ko so si jih oni na začetku zadali. Zdaj pa hitro bi lahko kdo rekel, ja, ok, zdaj sam 16 študij je bilo, to ziher ni bilo veliko osebkov pol. Dejansko je tudi pol tete 16 študij obsegalo 551 ljudi, kar je v bistvu za tak pregled oziroma toto temo, kot je hipertrofija, 551 ljudi, pa da gledaš pol mišično adaptacijo, strukturno adaptacijo pa nevrološko adaptacijo, dejansko zelo lep vzorec po mojem mnenju. 551 ljudi ni tako malo. Pregled je bil pa objavljen, mislim, da tam okoli 4 mesece nazaj ali 3 mesece. Mislim, da je bil maja objavljen, letos. Tako da je kar nova zadeva. Glavna spremenljivka, ko so v tej študiji gledali, je bila, tako smo že na začetku, pa tako sem že parkrat povedal, ROM giba, se pravi amplituda oziroma range of motion samega giba. Če govorimo v primeru počepa, je tako sem prej rekel, se pravi na eni strani imamo as to the grass, na drugi strani imamo delni počep, niso pa gledali sam počep oziroma za spodnje ekstremitete, gledali so tudi za zgornje, se pravi sklece, prese, karkoli. Tako da tudi to je upoštevano v tudi pregled študij, ne samo za noge. Oni so si za definicijo globokega počepa izbrali, da je bil kot vsaj 110 stopinj v koleno. Za definicijo delnega počepa oziroma partial ponovitev so si pa izbrali kot 90 stopinj, se pravi bolj kot ne paralela. Ok, zdaj si pa v bistvu lahko pogledamo, kaj je sploh pregled študij pokazal. Najprej bi jaz izpostavil, kaj se je zgodilo z samo mišično arhitekturo. Mišična arhitektura, to se v bistvu v literaturi tako poimenuje za strukturo samih mišic. Je pa taka, se mi zdi, da najbolj neznana zadeva oziroma poimenovanje mišičnih sprememb, tako da se mi zdi, da pač to najboljše, da si takoj pogledamo. Arhitektura mišice zdaj čist na grobo v bistvu gleda samo razporeditev tipov mišičnih vlaken v tisti eni mišici, naprimer v bicepsu, kako so razporejena naša vlakna, se pravi hitra, počasna oziroma ono, ko so mešana, gleda dolžino samih mišic, prečni prerez mišičnih vlaken, pa še ene par stvari. V glavnem, to je v bistvu mišična struktura. Skratka, tu se med samimi tipi treningov, se pravi full range of motion ali pa delne ponovitve, ni prihajalo do nekih signifikantnih razlik. Pokazala se je edino čist mala razlika v dolžini mišičnih fasciklov, oziroma niti ne neka full velik sprememba, samo pač pokazalo se je, da če so bili daljši, oziroma če so se podaljšali, so bili daljši v tisti skupini, ko je izvajala cel range of motion. Zdaj se opravičujem za še eno mogoče neznano besedo, mišični fascikl. To v bistvu mišični fascikl je v bistvu sam en tip mišičnih vlaken, ko so povezani v en snop. Se pravi, če si predstavljamo špagete, ko jih daš skup v roko, pač tisti del bi bil en mišični snop,
hitrih mišičnih vlaken. Ok, zdaj si bomo pogledali, kaj se je zgodilo z mišično močjo oziroma s prirastkom same mišične moči. Po pričakovanjih, oziroma vsaj po mojih pričakovanjih, se je pokazalo, da tisti, ko so izvajali celoten gib oziroma v celotni amplitudi, so bolj povečali moč, kot pa tisti, ko so delali samo delne počepke. Se pravi, tisti, ko je delal globok počep, je pol v meritvi 1 RM, se pravi 1 maksimalna hotena kontrakcija, lahko razvil več moči, kot tisti, ko je delal samo delne ponovitve. Najbolj signifikantna razlika je bila itak v treningu spodnjih okončin, se pravi pač treningu nog, počep, deadlift, karkoli delaš. Se je pa pokazala tudi signifikantna razlika v treningu zgornjih okončin, se pravi tudi v rokah, tudi v presih, tudi v potiskih se je pokazala signifikantna razlika pri tistih, ko so delali celoten gib oziroma v celotni amplitudi. Povečala se je pa tudi sama izometrična moč in to signifikantno v skupini, ki je izvajala gib do tal, se pravi v celotni amplitudi. Kar je v bistvu prvi razlog, po mojem mnenju, da se je povečal tudi pol razvoj moči pri maksimalni hoteni kontrakciji, zaradi tega, ker izometrična moč je še vedno za mene bog. Naslednja stvar je pa v bistvu, kar mene bolj zanima, to je pa sama funkcionalnost mišičnih vlaken oziroma sama funkcionalnost mišic. Naslednja stvar je pa v bistvu to, kar je mene še najbolj zanimalo, to je pa funkcionalnost mišic oziroma funkcionalnost mišičnih vlaken oziroma oni so v študiji, mislim, da poimenovali funkcionalni performance mišic. Tule je bilo tudi načeloma po mojih pričakovanjih, se pravi, da bo skupina, ko bo delala full range of motion, bolj superiorna proti skupini, ko dela delne ponovitve, ampak dejansko ni bilo takih razlik. So bile signifikantne, ni bilo pa neki full. Najbolj se je pokazala razlika pri enih skokih, ko so jih oni preverjali, naprimer pri Wingate testu se pa ni prišlo do nekih, niti sploh ne do razlik, kaj šele do signifikantnih. Teda, funkcionalno mišica ni bila full boljša, je pa še vseeno bila funkcionalnost bolj na strani tistih, ko so delali celoten gib. Pa še en side note za vse, ko ste malo bolj dovzetni za to, da se radi ženete, nikoli v življenju ne delati Wingate testa, če niste pripravljeni, da boste bruhali po 30 sekundah. Samo tek za informacijo pa za opozorilo. Ok, in zdaj še zadnja stvar, to pa v bistvu vas vse najbolj zanima. In to je prirastek mišične mase, oziroma mišična hipertrofija, oziroma kakorkoli boš pač tipal, bulkanje, karkoli. Se pravi, prirastek mišične mase. Mislim, da je tudi pregled študij dokončno zabil krsto v argument, da ni važno, a delaš celotne ponovitve, oziroma a delaš delne ponovitve za določeno mišično skupino, če hočeš povečati mišično maso. Zaradi tega, ker se je v 13 od 16 študij, se pravi, kaj je to, 82%, 80%, nekaj takega, pokazalo, da je bil full range of motion, se pravi, počep do tal, signifikantno superiornejši proti skupini, ko je delala samo delne ponovitve v principu, oziroma ko se pač govori o mišični masi oziroma o prirastku mišične mase. Zdaj pokazala se je signifikantna razlika tudi naprimer v povečanju mišične masi zgornjega dela. Se pravi, tule ne more pol kdo reči, da ja, zaradi tega, ker so pač za noge delali od spod se bolj signifikantne razlike, ker če delaš celoten počep, pol se več hormonov sprosti, zaradi tega, ker so itak prvo kot prvo, ko delaš spodnji del, se tega tako več hormonov sprosti, anabolnih pol po treningu. Ampak tu se je zelo lepo pokazalo, tudi v zgornjih ekstremitetah je prišlo do signifikantnih razlik, plus tega, da je bil v večini študij tudi volumen izenačen. Se pravi, nimaš argumenta, zakaj bi lahko prišlo do tega drugega, ko pa dejansko same nevrološke pa fizične adaptacije mišic oziroma sama superiornost izvajanja počepa oziroma izvajanja kjerkoli vaje v takem globokem gibu, ko si ga ti zmožen narediti, da je še varno za tebe. Ok, in kaj lahko zdaj zaključimo iz tega? Glede same mišične arhitekture oziroma debeline pa dolžine snopov, načeloma ni prihajalo do nekih razlik, sicer so bile malo bolj dovzetne spremembe oziroma podaljšanje teh snopov pri izvedbi treninga v celotnem range of motionu, ampak po mojem mnenju je to logično, zaradi tega, ker mislim, da bi na samo dolžino oziroma vrsto snopov oziroma bolj kot ne mišično arhitekturo bolj vplival tip treninga. Se pravi, še vseeno izvajamo celoten gib oziroma full range of motion počep, ampak je razlika, ali izvajamo neke ponovitve za mišično utrujanje, izvajamo neke ponovitve za izometrično kontrakcijo ali pa pač čisto nekaj tretjega, ne vem, hitra eksplozivna moč. Tule mislim, da bi se mišična arhitektura veliko bolj spremenila, zato ker ti mišici v bistvu pokažeš, kako moč oziroma na kak način naj razvija moč. Teda, to je logično, da ni bilo nekih razlik, po moje. Se je pa še enkrat več pokazalo in mislim, da je tako sem prej rekel, da so zabili krsto v argument, da so delne ponovitve isto učinkovite, žal to ni res. Pokazalo se je, da tako iz vidika mišične mase, tako iz vidika razvoja mišične moči, tako kot tudi iz vidika same funkcionalnosti pač mišic oziroma našega telesa v določenih gibih je signifikantno superiornejše, če izvajamo ponovitve v celotnem gibu.
Zdaj pa se mi zdi, da je prav, da tu omenim še ene outlierje, tako jih imamo zdaj, naprimer, če je kakšna poškodba, pa ne moreš narediti celotnega počepa, je bolj, da delaš delni počep, če ga lahko narediš, ko pa da pač sploh ne delaš počepa, ampak tu so najbolj outlierji, po mojem mnenju, powerlifterčki. Zdaj powerlifterčki pač grejo do unga počepa, glih tako, da se ne usedejo na stolček in pol zbežijo gor nazaj. Ampak s tem ni nič narobe, jaz se zdaj malo zabavam, to je pač specifika njihovega tekmovanja. In moje mnenje je, da če ti treniraš, ne vem, njihov počep, kakorkoli se pač imenuje, to je conventional počep ali karkoli je, tistega bi jaz, če bi bil powerlifter, isto izvajal točno do paralele, oziroma čist malo dlje, ko pa mora na tekmovanju narediti, zaradi tega, da telesu pokažeš, kaj mora narediti, oziroma kje mora nadzorovati pač samo kontrakcijo mišic, pa vse, pa telesa, pa sklepov, pa tega. Ampak druge vrste počepov, ko pa oni pol delajo, da pač še na drugačen način pa iz drugih kotov ubijajo svoje mišice, vse, kar je drugega, ko ni isto kot njihov čist test gib na tekmovanju, bi izvajal pa v full range of motion. Zaradi tega, ker boš po mojem mnenju razvil v celotnem gibu več moči in ti bo pol koristilo pri samem gibu na tekmovanju, znal ga boš pa narediti, oziroma telo ga bo pa znalo narediti, zaradi tega, ker boš med treningom sam test določen gib, ko je specifičen za tvoje tekmovanje, delo do 90 oziroma do paralele. Čeprav, če smo čist pošteni, ledi so zdaj tako zategeni oziroma so tako nefunkcionalni, pa ne govorim, da sem zdaj super funkcionalen, ampak tako vidim, je že powerlifterski počep, kakorkoli bi to poimenoval, je za veliko večino ljudi že skoraj globok počep. Tako da, sem to sem hotel izpostaviti, ko je tak res outlier, so pač naprimer powerlifteri pri tem. To v bistvu, kar sem zdaj povedal glede tega powerlifting počepa, pa to pa kako bi jaz treniral dejansko, mislim, da pove tudi Layne Norton, tako da bom tule gor delil, oziroma bom odspod v opis delil link, pa si lahko pogledate njegov video, ko je tudi to študijo šel skozi, če hočete še za bolj natančen pregled. V glavnem, on na isti način pač mislite, kot sem jaz zdaj povedal. Pa še čist na koncu je v bistvu moje mnenje, iz tega, kar vidim iz prakse, pa tudi iz raziskav, da je v vsakem primeru, karkoli hočeš ti razvijati, je bolj, če delaš gib v celotni amplitudi, že samo iz vidika rekrutacije mišičnih enot oziroma motoričnih enot. Zaradi tega, ker to se je tudi v prejšnji študiji, ko sem jo pač obnovil, pokazalo, naprimer, kako je izometrična moč superiornejša za samo mišično moč oziroma mišično maso, se bo zdaj tu gor pokazalo, lahko klikneš, če te zanima, da ne vem tule za naklado. V glavnem, samo iz vidika rekrutacije enot je, mislim, da boljš, če delaš celoten gib oziroma full range of motion, karkoli pač delaš, plus da boš bolj funkcionalen, pa tvoje telo pač bo dejansko ti bolj hvaležno. V glavnem, to je to. Če te še kaj bolj natančno zanima, plus komentar, vprašaj, če sem kaj pozabil povedati študije, vprašaj, napiši, če te kaj druga zanima, pa nočeš prek komentarjev, mi napiši zasebno. Študija bo v Patreon skupini, tako vedno, lahko jo tam vsak si pol dol potegne, pregleda karkoli, tule so itak zdaj letele slikice, tako da tudi tu ste imeli dejansko celotno študijo že net v videu objavljeno. V glavnem, to je pa to. Zdaj pa, če greš trenirati, treniraj full range of motion, to je moj nasvet. Pa deli seveda gib do tam, ko lahko greš. Ni zdaj nujno, da greš vedno da greš, če nisi doizgibljiv, da si ne boš kaj potrgal, pa boš povedal, da si njes kriv. V glavnem, se vidimo v naslednjem videu. Ajde.